22. april, obeležen kot Svetovni dan Zemlje, na pobudo civilne družbe po vsem svetu praznujemo že več kot 30 let. Namen praznovanja tega dne je opozoriti javnost na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo, in je hkrati odlična priložnost za razmislek o tem, ali kot posamezniki dovolj storimo za naše okolje. Kaj bi v vsakdanjem življenju in naših navadah lahko spremenili, da bi pripomogli k čistejši zemlji? Veliko lahko storimo že z navidezno majhnimi dejanji. Za velike spremembe je namreč potrebnega le malo truda. In čeprav je navada železna srajca, je zavestna odločitev o okoljsko bolj odgovornem delovanju tista, ki bo prinesla boljše čase za naš planet. Letos je Dan Zemlje potekal v luči kampanje Zelena mesta, ki jo vodi organizacija Mreža dneva Zemlje. Obeleževanje tega dneva sicer presega nacionalne meje in globalno povezuje vse ljudi in narode sveta. Mreža dneva Zemlje je s kampanjo Zelena mesta začela lani jeseni in sicer z namenom, da bi pomagala mestom po svetu postati bolj trajnostna in da bi zmanjšala njihov ogljični odtis. Dan Zemlje se po letu 1970 praznuje vsako leto, in to 22. aprila, ko število sodelujočih posameznikov in organizacij torej praznuje ta velik dan. Število pa stalno narašča. Ta poseben dan v letu, ki je namenjen dvigovanju zavesti o varovanju okolja, že vrsto let praznujemo tudi v naši občini. Danes živimo v okolju, ki ga je ustvaril kdo drug kot človek. V takem okolju je zelo enostavno razmišljati, da smo drugačni od ostalih živih bitij, da smo pametnejši in da ne potrebujemo narave. Zdi se nam, da je najpomembnejša ekonomija, a resnica je drugje. Pravzaprav smo zelo povezani z naravo in še kako smo odvisni od nje same. Če bomo naravo uničili, jo kakorkoli poškodovali, bomo za to plačali visoko ceno. V bistvu smo ceno naših dejanj že začeli plačevati. Vendar še imamo čas, da naredimo premik v mišljenju. V občini Slovenske Konjice želimo ohraniti stik z naravo in korak za korakom premikamo meje potrošniškega mišljenja, zato je iz leta v leto z nami župan Miran Gorinšek, ki bo že tradicionalno zasadil lipo, 8. po vrsti. Tudi na Konjiškem na ta dan poteka tradicionalna saditev lipe. Otroci iz vrtca Slovenske Konjice, enota Slomškova in iz vrtca Mali grof so sodelovali pri zasaditvi lipe ob Centru za ravnanje z odpadki v Slovenskih Konjicah, letos že 8. po vrsti. Petelinček je na gora šel, ki, Petelinček je na gora šel, ki, kaj pa on na gori bo, ki, kaj pa on na gori bo, ki, kaj pa on na gori bo, ki. Radiče, reci mi, ali tukaj kdo živi? Konjiški gori je nemir, kaj se ne dogaja? Gremo gledat, če je res, da imamo zmaja. In meni se zdi zelo simbolen način, da skupaj z mladimi tukaj ob centru za ravnanje z odpadki posadimo to lipo kot simbol slovanstva in na nek način tudi kot odpustek do narave, da poskušamo vrniti v to okolje to, kar je nekoč bilo. Tukaj, točno na tem mestu, je nekoč bil izjemno lep gozd, niti ne tako daleč nazaj. In da predvsem tem mlajši generaciji, ki prihaja za nami, ki bo slej ali prej prevzela vajeti te družbe v svoje roke, poskušamo vcepiti v način razmišljanja, da je še kako pomemben odnos do narave, kako se obnašamo, kako obremenjujemo in da se vprašamo, ali je res potrebno na takšen način
siliti z nekaterimi stvarmi v naravo, kajti slej ali prej, in te posledice tudi čutimo, nam narava vrne naš odnos, naš način dela. Pa vendar izjemno sem vesel, da smo v zadnjih letih uspeli marsikaj premakniti na bolje in veselim se tudi naslednjih let, ko bodo ti učinki šele pravzaprav prišli do svoje veljave, ko bomo rezultate dela današnjega in pa zadnjih nekaj let lahko tudi pričeli uživati. In če se spomnimo, ko smo sadili prvo lipo, smo rekli, upamo, da bomo nekoč zaprli to odlagališče odpadkov. In res ne obratuje več. In še predlani sem rekel, da se veselim dne, ko bomo zasadili prvo lopato za čistilno napravo. Danes jo imamo in na nas je, da se v čim večjem številu priključimo na sistem, ki povezuje naše odpadne vode na to čistilno napravo, da bomo drvinjo od nas naprej spuščali proti Črnemu morju, če lahko temu tako rečem, čim bolj čisto. In veselim se tudi dne, ko bomo v vseh ostalih delih občine lahko rekli, ja, prispevali smo nekaj za našo naravo, očistili smo vode, manj uporabljamo embalažo, manj onesnažujemo okolje z odlaganjem odpadkov. Vsem skupaj želim, da bi današnji dan razumeli, ko je posijalo sonce, da je posijalo sonce tudi na naš odnos do narave, ki se spreminja in želim, da se čim bolj hitro spreminja seveda v pozitivnem smislu. Mladim prijateljem pa želim, da si ta dan zapomnijo, ko bomo tole lipo posadili, jo zalili, pridite jo večkrat, sploh poleti zaliti, tudi zato, da bo dobila vodo in pa zato, da se bomo spomnili, kako moramo ravnati z naravo. Prijateljem iz gozdarske službe pa seveda tudi hvala za vašo pomoč in tudi za pomoč pri vzdrževanju vseh drevoredov, ki smo jih v zadnjih letih posadili, vse z namenom, da naredimo naše okolje prijazno za nas in tudi za vse ostale uporabnike tega prostora. Prijeten dan vsi skupaj. Dogajanje so popestrili s krajšim kulturnim programom, osnovnošolci iz Osnovne šole Podgoro pa so s harmoniko vnesli v torkov dopoldan malo glasbe. Poleg predstavnikov občine Slovenske Konjice so pri tem projektu sodelovali še predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije in predstavniki javnega komunalnega podjetja v Slovenskih Konjicah.